Najlepša hvala, Ana. Hvala za organizacijo tako krasnega simpozija, ker mislim, da se res zelo odlično prepletajo različne teme in bomo dobili nek nov pogled v nek fenomen. Moj prispevek je sicer, bom rekla, bolj ali manj razdeljen na dva dela. In sicer v prvem delu bom poskušala predstaviti statistiko o nezakonskih materah in to statistiko na Kranjskem nekako umestiti v kontekst avstrijskega imperija. V drugem delu pa pravzaprav bom gledala avtobiografske vere in predvsem, kako matere same pišejo o svoji odločitvi za nezakonsko materinstvo, pa tudi do neke mere otroci. Torej, če najprej začnemo s temi statističnimi podatki, ki so bili, bom rekla, za Avstrijo zelo neslavni in to tudi radi, bom rekla, poudarjajo. Nekateri strokovnjaki, namreč Avstrija sodi v sam vrh po številu nezakonskih otrok v Evropi in pravzaprav vodi tudi pred Bavarsko ali Saško, ker je prav tako, bom rekla, kar precejšnji delež nezakonskih otrok. V avstrijski polovici je povprečje precej višje, kot pa v madžarskem delu in seveda številni avtorji tudi že takrat poskušajo razložiti, zakaj je temu tako. Zakaj do tega prihaja in to najpogosteje pravzaprav razlagajo ali za pozno starostjo pri sklenitvi zakonske zveze oziroma z odstotkom poročenih oziroma samskih v neki deželi. Če beremo slovenske avtorje, bodo ti tudi radi pripomnili, da je pri Nemcih daleč največ nezakonskih otrok, potem sicer razložijo, da nočejo reči, da je njihova nacionalna pripadnost razlog za večjo nagnjenost k grehu, da pa je to dejstvo, ki ga lahko razložimo tudi z že prej omenjenimi kriteriji. V tem obdobju se tudi zelo, bom rekla, dokaj obširno uporablja tudi termin moralna statistika, ki, bom rekla, kot oni jo definirajo, je veda, ki temeljoča na dobrem urejenem množstvenem opazovanju svobodnih človeških dejanj, razpravlja o naravstvenih razmerah človeške družbe. No, tukaj pa pravzaprav že vidimo avstrijske dežele in kontekst Kranjske, ker pravzaprav vidimo, da Kranjska bolj sodi v spodnjo polovico lestvice, skupaj recimo z Dalmacijo, izstopa pa sicer Kranjska po drugih podatkih. Naprimer, na Kranjskem ne bi bil kar precejšen delež, vsaj v nekem obdobju, naknadno pozakonjenih otrok, kar se zgodi ob odhodu očeta k vojakom, rojstvu še enega nezakonskega otroka, smrt otroka, poroka otroka ali dedovanje. Hkrati je Kranjska, bom rekla, v teh zadnjih letih 19. stoletja tudi v samem vrhu po padcu rojstev v monarhiji, dokler potem ne presežejo češke dežele. Tukaj imamo še nekaj te, bom rekla, statistike pozakonjenih otrok, recimo, to tudi kar zelo natančno, bom rekla, sledijo temu. Če pogledamo poklic nezakonskih mater, tukaj sem jasno vzela to čudovito avstrijsko statistiko, lahko vidimo, da seveda v avstrijskih deželah je največ nezakonskih otrok rojenim deklam, potem pa že sledijo pomožne nekvalificirane delavke v tekstilni industriji, samostojne delavke v oblačilni industriji, nekvalificirane delavke v lesni industriji, osebe brez poklica, tovarniške delavke v industriji, kjer panoga ni določena in tako naprej. Seveda na Kranjskem je ta statistika nekoliko drugačna, ker kot vemo, Kranjska pravzaprav je bolj kmetijska dežela in največ nezakonskih otrok je tukaj rojenim deklam in pa dninarkam. Med vsemi delavkami imajo največ nezakonskih otrok delavke v industriji brez opredeljene panoge, nato pa sledijo nekvalificirane delavke v industriji pijač. Zdaj, v nadaljevanju bi bilo vsekakor smiselno pogledati tudi, kakšen je delež nezakonskih otrok med posameznimi poklicnimi skupinami, namreč lahko, da so nekateri poklici, bom rekla, nadpovprečno zastopani pri nezakonskih otrocih, je pa pravzaprav primerjava teh podatkov z poklici nezakonskih mater in pa celotno, torej koliko je v bistvu vseh recimo zaposlenih nekvalificiranih delavk brez poklica, zelo težka zaradi metodoloških problemov. Kajti je ta statistika nekoliko drugačna,
za poklice in spet drugačna za poklic nezakonskih mater, ker se recimo išče kvalificirane in pa nekvalificirane delavke. Vseeno pravzaprav to je stvar, ki mislim, da bi v tej smeri bi pravzaprav bilo zanimivo iti, ne, in mogoče enkrat v prihodnosti. Zanimivo je recimo tudi, da je delež nezakonskih otrok največji med deklami in dninarkami. Je pa recimo v poklicni skupini uradnic in pa učiteljic ta odstotek pravzaprav znaša približno 1%, torej na letni ravni, kar je pravzaprav enako pri samozaposlenih delavkah v industriji pijač, kjer prav tako znaša 1%. Uradnice in učiteljice, kar kaže pravzaprav statistika za Kranjsko, se odločijo recimo v enem izmed let, ki sem jih gledala, jih je zgolj pravzaprav 9, ki se odločijo za nezakonsko materinstvo. Na Štajerskem pa recimo bi našli približno 40 takih uradnic in učiteljic, ki se odločijo za nezakonsko materinstvo. Kar pravzaprav kaže tudi na to, da so velike regionalne razlike, o čemer pa pravzaprav tudi pričajo, bom rekla, avtobiografski veri. In pa seveda zanimivo je tudi, da je več torej nezakonskih otrok v mestu in manj na podeželju. No, če zdaj v bistvu še par besed o teh avtobiografskih verih. Ti avtobiografski veri imajo to pomanjkljivost, da so pravzaprav avtobiografske vere v glavnem zapustile, bom rekla, intelektualke in pa učiteljice. Zato tudi pravzaprav ti dajo samo omejen vpogled v, bom rekla, kontekst nezakonskega materinstva. Vendarle pa sicer zelo specifično skupino razodevajo motive za nezakonsko materinstvo. En tak primer je tukaj citat Pavle Hočevar, ker pravzaprav pravi, da se je odločila za svobodno materinstvo, ker sem čutila, da mi bo na odgovorni življenjski poti bolj v oporo kot v oviro in ker mi bo tudi prej dosegljivo. Svobodno materinstvo je bilo v tistih časih za učiteljico usodno, naj se tudi jaz s svojim zavestno pridobljenimi nazori in svetimi življenjskim načrtom ustavim in klonem pred uzakonjenimi predsodki? Ne. Pa tudi velikodušno razumevanje bi odločno zavrnila. Šolskemu upravitelju sem pojasnila, da se pri svoji odločitvi zavedam vse odgovornosti, da ga samo prosim naj posreduje, da me šolski konzorcij kmalu obvesti, če me bo odpustil, ker bi si tako iskala službo drugje, in konzorcij se je znašel. Naročil mi je, naj samo vložim prošnjo za bolezenski dopust na podlagi izpričevala, ki naj mi ga da zdravnik. Z novim spoznanjem, da se spričo naše zavestne odgovornosti in zdravega razuma razveljavijo tudi najbolj zakoreninjeni predsodki, sem še z večjo vnemo se posvetila poklicnim, narodnim, socialnim in svojim osebnim dolžnostim. Seveda vse nimajo take sreče, o tem recimo lahko preberemo v spominih učiteljice Poldke Kos, ki pravijo, kako so kolegice, ko so prinesle nezakonskega otroka na Kranjsko službo, tudi izgubile. In tak primer je recimo tudi primer pesnice Kristine Šuler, ki prav tako pravzaprav se more, ko jo odpustijo iz osnovne šole Šmartno pri Ljubljani, preseliti na Štajerskem, ker potem dolga leta službuje in tam pravzaprav nima nikakršnih težav. Tako da nezakonsko materinstvo in položaj učiteljice je vendarle, bom rekla, bila tudi kar izpostavljena tema. O tem recimo s tem vprašanjem se ukvarja tudi žensko gibanje, recimo Vita Zupančič, ki je ena izmed aktivist, bom rekla, tega učiteljskega gibanja, pravi, da je potrebno vrniti državno draginjsko doklado nezakonskim materam. Ni dostojno nas žen, da se postavljamo na stališče farizejev, ki so z Magdaleno grešili in potem tako naprej. No, tukaj imam pa v bistvu še en citat, ki ga raje ne bom brala, ker je v hrvaščini in bi potem ta moja hrvaščina verjetno bila dokaj čudna. Vidimo pa pravzaprav tudi tukaj, kako te intelektualke se zelo zavestno odločijo za nezakonsko materinstvo. To ni, bom rekla, zabloda ali pa trenutek spolne želje, pač pa premišljena življenjska odločitev, s katero pravzaprav ne bi dosegle skladnost med klicem naroda in naravno zahtevo po materinstvu. In Zofka potem pravzaprav tudi za neko lahkoto je mati svojemu otroku, kot lahko pravzaprav preberemo po pismih. Nosečnost je včasih, bom rekla, tudi način, s katero se izsili poroka, zlasti v meščanskih krogih. Torej, če recimo meščanski starši menijo, da je ženi neprimerna, in nosečnost, ker dober razlog, da se prepriča
starše. No, potem pa najdemo pravzaprav tudi še druge razloge, zagotovo pravzaprav bom rekla, na Kranjskem je nezakonsko materinstvo velika sramota. Tako da tudi nekateri očetje različno iščejo potencialne moške, ki bi lahko priznali očetovstvo. Se pa včasih to nezakonsko materinstvo, bom rekla, zgodi zaradi samih razmer. Namreč, če gre za, bom rekla, odnos ali pa, bom rekla, razmerje, ki je plod veze med bratrancem in sestrično, med duhovnikom ali pa recimo z oficerjem, je to nekaj, kar pravzaprav ne bo nikoli zaživelo. Recimo med bratrancem in sestrično imamo primere, ko sami starši, kljub temu, da gre za nezakonsko materinstvo, izredno nasprotujejo sklenitvi zakonske zveze, tudi če sta pripravljena oba pobegati v Ameriko. Tudi vemo, da otroci in pa duhovniki je kar nekaj otrok, torej sadov teh prepovedane ljubezni. Imamo pa recimo tudi primere, ko seveda gre za poroko z oficerjem, mi pa seveda vemo, da poroka z oficerjem ni možna, če starši ne zberejo določene finančne kavcije, določenega finančnega jamstva. Šele če zadostijo z določenimi sredstvi, potem se lahko, bom rekla, realizira ta zakonska zveza. Zdaj, kot ste videli, bom rekla, ti avtobiografski veri torej v glavnem govorijo, bom rekla, o intelektualkah, učiteljicah, ker gre za premišljeno tehtno odločitev. Imamo pa tudi posamezne pasuse iz drugih verov, recimo pri Vatroslavu Holcu, ki pa priča recimo o deklah, o, bomo rekla, teh dninarkah, ki se pa pravzaprav ravno tako znajdejo v vlogi nezakonske matere in to ni nekaj, kar bi si sploh želeli. Pa bi na tem mestu končala. Hvala.